Spoštovani navzoči, gospe in gospodje, tovariši in tovarišice. Kot vsako leto smo se tudi letos zbrali na tem mestu, da se spomnimo dogodka na tem travniku 12. oktobra 42. leta. Takrat se je v zgodnjih popoldanskih urah tu zbrala skupina ljudi, ki se je strinjala, da je po letu in pol okupacije potrebno nekaj storiti. Njihovo srečanje je mnogo let kasneje dr. Franc Sušnik označil z besedami: tu so ravenski vžgali borbe kres in les jim bil je brat. Besede so zapisane tudi na tej mali ploščici, na tem spomeniku. Dogodek velja kot ustanovni sestanek Osvobodilne fronte za Guštanj in okolico, pozneje je na njegovi osnovi bil utemeljen tudi krajevni praznik mesta Ravne na Koroškem. Hvala lepa. Na tem mestu pozdravljam v imenu občinske organizacije Zveze borcev Ravne na Koroškem vse navzoče. Med njimi ste v velikem številu udeleženci letošnjega spominskega pohoda, pa tudi tisti, ki zaradi zdravja pohoda ne zmorete in ste se z avtom pripeljali bliže, da ste lahko navzoči na tem slavnostnem trenutku. Med nami posebej pozdravljam še živeče veterane narodno-osvobodilne vojne, izvajalce programa, praporščake in našega župana. Z doktorjem Tomažem Roženom smo dogovorjena, da bo imel priliko pozdraviti vas navzoče in čestitati ob krajevnem prazniku Ravn. Prosim, župan.
Hvala, gospod Večko, naš častni občan. Lep pozdrav vsem v imenu občine Ravne na Koroškem. In kot je že napovedano, vam čestitam ob današnjem krajevnem mestnem prazniku, prazniku mesta Raven. Imamo kar dve proslavi. Tukaj je ta današnja na Navrškem vrhu, kjer so se odvijali ti usodni dogodki med drugo svetovno vojno. Kasneje v 12. uri pa imamo tudi proslavo v organizaciji občine, kamor se vsi tudi vabljeni, da proslavimo tudi v mestu ta naš krajevni praznik. Na Ravnah praznujemo občinski praznik in pa krajevni praznik. In danes je torej namenjen praznik zgolj mestu oziroma naselju Ravne z 4 četrtnimi skupnostmi: Janeče oziroma Dobja vas Janeče, Javornik Šance, Čečove in pa Trg. To so 4 naše četrtne skupnosti, ki pravzaprav danes praznujejo. Prazniki so namenjeni pogledu za nazaj, torej da se poklonimo dejanjem iz naše preteklosti, da se v praznikih zavemo vsaj v mislih in na proslavah o tem, kdo smo, odkoder smo prišli in pa tudi nekaj pogledov naprej. Zato na tem Navrškem vrhu, na tem zgodovinskem mestu poklon in čestitka strani občine Ravne na Koroškem vsem, ki se poklanjate takratnim ustanoviteljem Osvobodilne fronte slovenskega naroda, kar že sama kratica veliko pove, kaj je bilo njihovo poslanstvo, kaj je bila njihova naloga, da so organizirali boj proti takratnemu okupatorju, proti sovražniku, da so v tistem boju čez nekoliko let z mnogo žrtvami zmagali, da so oni zaslužni, da je ta takratni partizanski oziroma boj organizirana fronta, Osvobodilna fronta slovenskega naroda zaslužna, da smo danes tukaj preživeli kot narod, da smo kasneje dobili državo, kar ni prav, da je samoumevno. Zato velika zahvala Zvezi za vrednote NOB na Ravnah, ki jo vodi gospod Večko, da ohranjate ta živ spomin. Vsak spomin bledi, to je v naravi človeškega spomina, z skupnimi proslavami in tovrstnimi dogodki pa lahko poskrbimo, da naš skupnostni spomin ne bo bledel, da se bomo zavedali, kdo smo in odkoder smo prišli. Vidimo, da je svet zelo razburkan, da veliko kateremu narodu ni dano imeti države, zdaj je trenutno aktualna Palestina, kjer je pravzaprav teptan narod brez države. Podobno usodo bi morda lahko doživeli Slovenci, ali da ne naštevam še drugih narodov, ki nimajo države, ki nimajo svobode, kot jo uživamo mi. Zato se mi zdi pomembno, da ta, bi rekel, zmaga v drugi svetovni vojni oziroma dogodki, ki so prispevali k zmagi, kot je ustanovitev OF na Ravnah, ostanejo naši pomembni dogodki v našem spominu, v naši zavesti, da se tega zavedamo, nikoli ne pozabimo, ne reinterpretiramo časov izpred 70 let, ampak zmagovito in zgodovinsko praznujemo te naše usodne trenutke našega naroda, na vseh, ki smo tukaj zbrani. Zato se mi zdi pomembno, da to praznujemo, morda še bolj množično, vendar pa zahvala vsem, ki prihajate res redno na Navrški vrh in vabljeni, kot rečeno, še enkrat tudi na proslavo pred DTK-jem na ta mestni plato. Še enkrat torej čestitka ob našem prazniku in hvala za udeležbo in organizacijo te proslave. Hvala. Položimo tudi venec pomeniku in ob tem zaprošam harmonikarski orkester za partizansko žalostinko. Venec pa bosta položila predsednik Zveze borcev Prevalj Mirko Rozman in predsednik oziroma predstavnik veteranske organizacije Vojne za Slovenijo Zdravko Moličnik. Prosim.
Osvobodilna fronta slovenskega naroda je bila ustanovljena v noči od 26. do 27. aprila 1941 v Ljubljani in verjetno se marsikdo sprašuje, kje je vzrok razmeroma velikega časovnega zamika med ustanovitvijo centralnega odbora fronte in ustanovitvijo lokalnega odbora, čigar ustanovitev se danes spominjamo. V osrednji organizaciji Osvobodilne fronte v Ljubljani so se sicer zelo trudili, da bi razširili iskro upora po vsej domovini, tudi v Mežiški dolini, od prve dni ustanovitve Osvobodilne fronte Slovenije. Registriranih je bilo več poskusov navezovanja stikov od pomladi 1941 naprej. Prvi uspešen poskus je zabeležen šele v jeseni tega leta. Glavno vlogo v tem uspešnem poskusu sta odigrala Dušan Kveder Tomaž in njegova kurirka Štefka Štiblarjeva. Za tovariša Kvedra ne napišem, da je bil udeleženec španske državljanske vojne, pozneje komandant glavnega štaba Slovenske vojske, narodni heroj Jugoslavije, general in komandant cone B svobodnega tržaškega ozemlja, še pozneje pa jugoslovanski diplomat, veleposlanik v Etiopiji, Zvezni republiki Nemčiji in Indiji. Naj povem na tem mestu, ker zadnjič ni bila prilika, ko smo bili na ekskurziji v Litiji, bil je tudi prvi častni občan občine Litije. Tako da smo izlet, ko smo ga opravili tudi njemu v čast. Njemu in njegovi kurirki je v jeseni 1941, točen datum ni znan, v različnih virih najdemo različne podatke. Torej, njima se je prvima uspelo prebiti do Mežiške doline. Obisk sta začela na Ravnah. Takratni sekretar partijskega komiteja na Ravnah Jakob Logar je v gozdu nad gimnazijo sklical sestanek ilegalcev, ki sta se ga udeležila tudi Kveder in Štiblarjeva. Na sestanku je Kveder pojasnil načrte organizacije in naloge, ki čakajo aktiviste. Pozno popoldne tega dne sta pot nadaljevala do kmetije Lobas. Lastnik kmetije in Kveder sta se poznala že izpred vojne. To je bilo njuno prvo srečanje v okupaciji. Večer srečanja med znancema je minil v dolgem pogovoru, končal se je z zadožitvijo, ki jo je dobil Lobas, da organizira odbor Osvobodilne fronte v Guštanju in okolici. Drugo jutro sta Kveder in Štiblarjeva nadaljevala pot po Koroški preko Leš do Plata nad Mežico, kjer sta se pri kmetu Pratnekarju srečala s predstavniki odporniške celice iz Mežice. Pot sta nadaljevala v Žerjav, kjer sta se srečala z organizatorjem odporom Zdravkom Pavličem. Nato pa v Črnu, kjer sta v gostilni pri Krulcu se stala z uporniškimi zaupniki. Od tega obiska do realizacije dogovora in ustanovitve Osvobodilne fronte v Guštanju pa je poteklo še leto dni. To so bili dnevi polni terorja in pritiskov, da se ta konec slovenske zemlje spremeni po nacističnih načrtih. Kaj se je v Mežiški dolini dogajalo v prvem letu okupacije? Mežiška dolina z Dravogradom je bila pred prvo svetovno vojno del Koroške. Avstrijski nacionalisti, ki so bili v naših krajih tudi avantgarda nacizma, so hoteli napako, seveda, kar najhitreje popraviti v smislu Hitlerjeve zahteve. Napravite mi to deželo nemško. Prvi dokumentirani žrtvi nemške tiranije v dolini sta bila Ivan Turk iz Črne, v času aretacije vodilni uslužbenec gozdne uprave grofa Turna v Mošeniku, pred vojno pa tudi župan Črne. Druga žrtev, tudi iz aprila, pa je bil mežiški župnik Janez Hrnbok-Bök. 4 dni po napadu na Jugoslavijo,
10. aprila so jo aretirali, pripeljali najprej v Celovec v gestapovske zapore, nato pa v taborišče Dachau, kjer so jo umorili. Sledili so nadaljnji ukrepi proti družbenim strukturam, ki so pomenile steber slovenstva. To so bili duhovniki, učitelji in organizirani politični nasprotniki nacizma. Od aprila do junija 1941 so zaprli vse duhovnike v Mežiški dolini in jih izgnali iz domovine. Zbrali so jih v Šentvidu nad Ljubljano, nato pa razselili v italijansko okupacijsko cono Dravske Banovine, na Hrvaško in v Bosno. Slovenske šole so zaprli takoj v prvih letih okupacije, učitelje pa so začeli izseljevati sočasno z duhovniki. Prvi aretiran komunist je bil Ivan Dittinger, zaprli so ga 17. junija 1941 in poslali v taborišče Buchenwald, kjer je umrl. Njegov naslednik je bil Jakob Logar, organizator sestanka z Kvedrom, ki je bil aretiran 27. januarja 1942 in ustreljen kot talec v Begunjah 2 tedna kasneje. Poleti avgusta 1941 so razbili takrat najmočnejšo organizacijo, ki je delovala v tovarni lepenke na Prevaljah, mrežo pa je razpela tudi širše. Aktiviste so najprej zaprli v Begunjah, pozneje pa so jih postrelili kot talce. Med njimi je bil tudi slikar Franjo Golob, po katerem se imenuje osnovna šola na Prevaljah, ki je bil ustreljen 3. septembra v Domžalah. Kmalu po okupaciji so v Celovcu zaprli Janka Mučilnika iz Žerjava. Tega so nato 9. avgusta 1941 ustrelili kot prvega talca iz Mežiške doline. Malo se govori o usodi telesnih in duševnih invalidov v tistem času. Nacisti so bili že od svojega začetka obsedeni z idejo o zdravi in čisti rasi. V Reichu so imeli izdelan program odstranjevanja telesnih in psihičnih bolnikov in ga tudi izvajali. Ko so širili svojo državo, so širili tudi ta program. Za Koroško na oni strani meje vemo, da so leta 1938 takoj po Anšlusu odstranili zavedno okoli 160 takih invalidov. Pri nas v Mežiški dolini so podatki v tem zelo skopi. Vemo samo, da so akcijo proti invalidom izvedli junija 1941. Vse najdene invalide so pripeljali v Šentvid nad Ljubljano, kjer se je za njimi izgubila vsaka sled. Računamo, da je bilo takih žrtev iz Mežiške doline nekaj 10. Predsednik Zveze borcev Črne na Koroškem, ki se je v to bolj poglobil, pa mi je rekel, da naj bi s področja njihove občine takih žrtev bilo 6. Avgusta meseca so začeli izvajati program izseljevanja kompletnih družin. Prvi so bili na vrsti v Zgornji Mežiški dolini. S področja Mežice in Črne so takrat izselili 83 kompletnih družin v Srbijo, v Varvarin, našo nekdanjo pobrateno občino. Pa tam te družine še niso imele miru. Ker so bili mnogi med njimi delavci mežiškega rudnika, so jih zbrali, iztrgali iz družin in pripeljali v Probištip v Makedonijo, kjer so Nemci odpirali nov rudnik svinca. Mislim, da je naštevanje teh zločinov in pritiskov na slovenski živelj v Mežiški dolini dovolj. Vse je pripeljalo do trenutka, da se je zbrala skupina, ki je tu na Navoškem vrhu sklenila, da je čas in nuja za odpor. Kakor je bila pisana sociološka tarča slovenske populacije zastrahovane in sankcionirane strani nacistov, je bila pisana tudi skupina ustanoviteljev Osvobodilne fronte za Guštanj in okolico. Naj jih naštejem in na kratko opišem. Benov Kotnik, Lobas, kmet iz Podkraja.
Bil je funkcionar Slovenske zadružne zveze pred vojno in tudi član Narodnega sveta Mežiške doline v letih po prvi svetovni vojni. Potem je bil Anton Metarnik, nadgozdar pri grofu Turnu. Leta 1920 je bil udeleženec Vukovarskega ustanovnega kongresa Komunistične partije Jugoslavije in eden dveh Slovencev, ki sta na kongresu podala referat. Potem je bil Janko Rožman, ki je bil sprva nižji uradnik v grofovi upravi. Po reorganizaciji uprave, ki sem jo opisal že pri Metarniku, je grof postavil Janka Rožmana za svojega glavnega računovodjo. To namestitev je grof pospremil s komentarjem, da je Rožman gotovo njegov najbolj pošten uslužbenec. Janko Rožman izhaja iz slovenske družine iz Šmihela nad Pliberkom. Ljubljanski škof Rožman je bil njegov stric. Rožman je bil izredno narodno zaveden, na Ravnah je bil vseskozi član Sokola in tudi njegov zadnji predsednik, preden so okupatorji sokolsko organizacijo prepovedali. Bila sta člana te ustanovne skupine tudi dva delavca iz železarne, Vinko Krevh in Pavel Medvešek, in nazadnje je bil član tudi Alojz Winkler, pred vojno lesni trgovec. Po vojni pa je bil s strani partizanskih oblasti postavljen za prvega ravenskega povojnega župana. Aktivno si je prizadeval tudi za ustanovitev gimnazije na Ravnah in bil je tudi član gradbenega odbora za izgradnjo gimnazije. Vsem udeležencev se zahvaljujem za udeležbo. Zahvaljujem se seveda tudi praproščakom in prosim za nasvidenje v naslednjem letu. Praproščaki, mirno, na levo, pohodnim desnim krilom, pohodnim korakom naprej.